skupščini Občinske turistične zveze Brežice. Sem vesela, da ste upoštevali moje prošnje, da ste res poslali svoje delegate na to skupščino, ker lansko leto smo bili na robu sklepčnosti, ampak letos pa predsednike društev in pa tudi vas, spoštovani delegati turističnih društev. Med nami je pa tudi Davor Lipej, ki pa skrbi, da se vse to vidi in sliši še tudi vnaprej. Bi pa upravičila tudi župana Ivana Molana. Tema, da bi vedla Vidite veterani Brežice, moje ime je Matjaž, ki sem družbe HS Invest, ki smo na tem projektu igrali vlogo inženirja in pa nadzornika. Zdaj konkretno jaz sem tudi zadolžen elektroopreme, več je z mano kolegica Nuša, ki je pa bila zadolžena kot naravovarstveni nadzor na akumulacijskem bazenu. V točko 5 razprava po poročilih in sprejem poročil za leto 2017, pod 6 program dela in finančni plan za leto 2018, 7 razprava in sprejem plana, 8 beseda gostov in 9 razno. Poročilo delo Občinske turistične zveze za leto 2017. Projekt Moja dežela lepa in gostoljubna, koordinacija med turističnimi društvi in zvezo na občinski ravni. 3. julija 2017 je potekalo ocenjevanje na občinski ravni najlepših krajev in vasi na podlagi prejetih predlogov strani turističnih društev, ki delujejo v kraju. Komisija je imela težko nalogo pri izbiri, saj je splošno urejeno vsako leto na višji ravni. Videne so tudi pomanjkljivosti in tudi stvari, ki izstopajo in pripomorejo k višjim ocenam. Kategorijo osnovnih šol smo ocenili do septembra, saj smo pričakovali, da se bodo učenci osnovne šole Cerkve Odprti preselili do nove šole. Najbolje ocenjeni so v praznovanju Svetovnega dne turizma prejeli priznanja. Regijska koordinacija med OTZ in ostalimi zvezami v Posavju. 4. julija 2017 je potekalo regijsko ocenjevanje najlepše urejenih mest in izletniških krajev v Posavju na podlagi prejetih predlogov iz posameznih turističnih zvez posavskih občin. Zmagovalce iz posameznih kategorij smo prijavili na ocenjevanje na državni ravni. Podelitev priznanj na regijski ravni je bila v sklopu Svetovnega dne turizma in sicer 26. septembra tu v Mestni hiši. Čistilni akciji smo društva spodbujali v mesecu marcu in aprilu 2017. Potem projekt Delo z mladimi. Za ustvarjalne delavnice smo namenili material za ustvarjanje in sicer ob Svetovnem dnevu turizma smo to tudi ta projekt Delo z mladimi uresničili. Spominki, ker smo potrebovali nekaj daril, smo se odločili za zelo uporabno verzijo spominko, lesen zabojček, napolnjen z orehi, suhim sadjem in orehovim oljem ali marelično marmelado. Obeleženje dni povezanih s turizmom, Svetovni dan zemlje, to je 22. april. Dopoldne smo preživeli na tržnici Brežice in predstavili delovanje turističnih društev in zveze. Svetovni dan turizma v času od 25. do 27. september in pa še strokovna ekskurzija 2. oktobra. 25. septembra je potekalo vodenje po brežiških znamenitosti, za kar je vodenje prevzel Zavod za podjetništvo, turizem in mladino. 26. in 27. septembra smo izvedli promocijo pred Mestno hišo, predstavitev turističnih društev in zveze. Obiskovalcem je bil predstavljen pomen Svetovnega dne turizma in dogodki društva v mesecu oktobru. Poskrbljeno pa je bilo tudi za kulinarično razvajanje obiskovalcev. Mladinske delavnice so potekale na različnih lokacijah, predvsem na osnovnih šolah. V tem času smo izvedli tudi nagradno igro, kratka vprašanja so se nanašala na Svetovni dan turizma. Izžrebane so bile praktične nagrade, ki pa jih je prispeval Artkisk.
Spominska darila so bila ob svetovnem dnevu turizma zelo naravna, leseni pladnji oziroma zaboj z napisom dogodka, napolnjeni z orehovim oljem ali marmelado, ki je bila kuhana za to priložnost in pa tudi s suhim sadjem. Darila so bila v znak zahvale razdeljena sodelujočim v programu, članom komisij, ki so upravili ocenjevanje, članom društva, ki so pomagali pri promociji, predstavnikom hidroelektrarne Brežice za predstavitev in občini, ki je podprla aktivnosti ob svetovnem dnevu turizma. 26. septembra je potekala podelitev priznanj ob zaključku projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. Podeljenih je bilo 13 občinskih priznanj naslednjih kategorijah: vaška jedra, vasi, krajevna središča in osnovne šole, ter 7 regijskih priznanj v kategorijah izletniški kraji, manjši in srednji mesti. Občinski prejemniki priznanj so bili predstavljeni v posnetkih na terenu, regijski pa ob fotografijah in opisu. Kulturni program na prireditvi sta prispevala Elizabeta in Dragotin Križanič, zato je slednje izvenelo zelo veličast. Strokovna ekskurzija po programu predvidena za 25. september je bila predstavljena na 2. oktober, saj so bili predstavniki hidroelektrarne Brežice angažirani okoli otvoritve, ki je bila 27. septembra. Oktobrski termin jim je bil ustreznejši, navsezadnje pa tudi za udeležence ekskurzije se nas je 2. oktobra spremljala lepo sončno vreme, kar smo videli tudi iz posnetkov. Po ogledu hidroelektrarne, ki je naredila izjemen vtis na udeležence, je pot vodila do Gadove peči, kjer je sledil postanek pri vinski kleti Komoda. Gostitelji so predstavili svojo dejavnost ter ob nares po domačem kruhu in pogači pripravili degustacijo njihovih vin. Pot smo nadaljevali po štajerski strani naše občine do Pavlove vasi, kjer nas je pri družini Bračun pričakala cela bučna pravljica, skozi katero nas je vodila gospa Bračun. Poimenovali so jo Labodje jezero. Nadalje smo si v Vitni vasi ogledali etnografsko zbirko družine Travnikar, sledil je ogled reknice Najgr z degustacijo gazelskih vin, za zaključek ekskurzije pa smo se ustavili v Gazelskem domu Sela, kjer smo strli vtise iz ekskurzije in se okrepčali. Izobraževanje in strokovno usposabljanje in ozaveščanje turističnih društvenih delavcev. Odzvali smo se na vsa vabila turističnih društev, ki so povabili na zbore članici za Velike Malence, Črešnice, Dolgova, Srovnje, Zelsko, Globoko, Pišece, Zakot Trnje, Bukoše, Kartiče in Mostne. 21. aprila je bila skupščina Občinske turistične zveze Brežice, kjer je bilo podano poročilo delu zveze za leto 2016 in predstavljen plan za leto 2017. 17. oktobra je potekal posvet za turistična društva in zveze v Kranjski Gori. Poleg OTZ-ja so na posvetu sodelovala še turistična društva Dobova, Kapele in Srovne. Osrednja tema posveta je bila biti boljši. V sklopu posveta so bila podeljena tudi priznanja prostovoljcem turističnih društev. V večernih urah istega dne je v Nordijskem centru v Planici potekala zaključna prireditev projekta Moja dežela lepa in gostoljubna s podelitvijo priznanj v različnih kategorijah najbolje urejenim v Sloveniji. Projekti v sodelovanju s turističnimi društvi. Skupaj na podeželju 29. oktober 2017 strani zveze smo pomagali društvo Kmetic na prireditvi Gzelski Ajdo Kolač. Naša pomoč je temeljila na promocijo vpisu dogodka na spletno stran Turistične zveze Slovenije in kot pomoč ocenjevalnih komisij, ki je ocenila 24 kolačov. To je sodelovala Milena Branjetič, ki že kar vrsto let sodeluje z društvom Kmetici pri promociji tudi na prireditvi Gzelski Ajdo Kolač. Promocija sejem Alpe Adria v Ljubljani v času od 1. do 4. februarja 2017
Sejma so se udeležila 4 turistična društva. Kontrolna organizacija se je predstavila Občinska turistična zveza, ki je poskrbela za koordinacijo, organiziranost in prisotnost po posameznih dneh. Društva so zraven promocij svoje dejavnosti poskrbela tudi za promocijo Občinske turistične zveze. Brežica moje mesto, dan kruha, vina in salam, 24. junija 2017. Na pobudo OTZ so se prireditve poleg zveze udeležile še turistično društvo Dobova Kapele ter se predstavila samostojno. V sodelovanju z društvi vinogradnikov pa še turistično društvo Nedeljsko, Jesenice na Dolenjske, Pišece in Sronje. Dogajanje na prireditvenem prostoru je bilo pestro, veliko obiskovalcev, kar je bil lepo vod v festival Brežica moje mesto. Sejem Pok Brežice 14. in 15. oktober. OTZ je najela stojnico na sejemskem prostoru in jo ponudila turističnim društvom, da se promovirajo. Odzvala so se turistična društva Bizeljsko, Dobova in Kapele. V dopoldanskem času je potekalo tudi kuhanje županovega golaža in tudi tu je bil odziv strani turističnih društv uspešen, saj se je odzvalo kar 12 društv. Tiče, Črešnice, Dobova, Globoko, Kapele, Krška vas, Podgorjanci, Mostec, Pišece, Srovnje, Velike Malence, Zakot, Trnja, Bukošek. Zmagovalna ekipa je bila ekipa turističnega društva Krška vas. Martinovanje pred mestno hišo 10. novembra 2017. Na pobudo vodje mestne hiše smo se odzvali povabilo in pripravili nekaj Martinovih dobrod. Odziv je bil zelo pozitiven, prireditev pa množično obiskana. Vpisovanje prireditev v koledar prireditev in na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Posamezna društva, ki so včlanjena v Turistično zvezo Slovenije, imajo gesla za vpisovanje prireditev na strani TZS. Omenjeno geslo je pridobljeno tudi za OTZ, kar omogoča, da se najavo prireditev objavi na spletni strani Turistične zveze. Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije, občino, RRAM, ZPTM, ostalimi turističnimi zvezami v Posavju in širše po Sloveniji. Sodelovanje z omenjenimi je korektno, predvsem sodelovanje na relaciji med Občinsko turistično zvezo in Turistično zvezo Slovenije, občina ZPTM, turističnimi zvezami posavskih občin in ostalimi. Zastopniki turističnih društev in zveze smo se udeležili redne skupščine Turistične zveze Slovenije 3. marca 2017 v Ljubljani. Pestro dogajanje je bilo tudi v mesecu oktobru in sicer 7. oktobra smo obiskali prireditev Kozjansko Jabolkova podsredje, 25. oktobra smo prisostvovali v goritvi Mina v Pišecah, 28. oktobra smo se udeležili svečane seje v občinskem prazniku, 27. oktobra smo se udeležili svečane seje 28. pa smo se udeležili otvoritve nove osnovne šole Trglje v Krki. Tudi praznični december je bil poln dogodkov in dogajanj, ki smo se jih udeležili tudi strani OTZ-ja. 14. decembra je potekal županov prednovoletni sprejem, 21. decembra so v Pišecah prižgali praznične luči in odprli zeleno okno, 29. decembra smo na povabilo mestne hiše pripravili praznično promocijo pred mestno hišo. Ostala dejavnost OTZ-ja, poslovne knjige vodimo po programu, ki smo ga prejeli strani ZPTM, medtem ko nam zaključni račun in davčno poročilo pripravi gospa Nevenka Baškovč, ki ima tudi vsa pooblastila in gesla za posredovanje podatkov na IPES in FURS. Za redno poslovanje društva moramo vedno nabaviti nekaj pisarniškega materiala, znamk, kartuš za tiskalnike ter koronati, vse bančne stroške. Na portalu Turistične zveze Slovenije, TZS Link, beležimo prostovoljske ure, ki smo jih leto 2017 upravili na ravni OTZ-ja cirka 400 ur, medtem ko pa vsa turistična društva pa verjetno še bistveno več. To je moje poročilo za lani.
zbora smo tudi okvirni plan dela, kajti razpisi so bili letos zelo zgodaj, do 1. februarja smo morali že oddati razpise, zato je tudi plan dela in pa finančni plan bil pripravljen takrat. In sicer, projekt Moja dežela lepa in gostoljubna, projekt se izvaja v občini Brežice in regiji Posavje, saj to za koordinator, ki ga je določila Turistična zveza Slovenije za celo Posavje. Junija naj bi ocenili kraje, vasi, vaška jedra, pa mogoče tudi šole v naši občini. Julija bi pa najbolje ocenjene na občinski ravni, tudi na regijski ocenjeni, ker mislim, da bo spet julij, ki bo potrebno posredovati podatke na Turistično zvezo Slovenije. In za ta projekt bi namenili 700 evrov. Čistilne akcije, spodbujanje društev, da se vključijo v čistilno akcijo v svojem kraju, spomladansko čiščenje in urejanje ter vzdrževanje čistega okolja. 80 evrov za to postavko, za promocijski material 200 evrov, projekt delo z mladimi, to je za turizmu pomaga Lastna glava, vrtec in turizem, mladi znanje in turizem, ustvarjalne delavnice 200 evrov, za spominke 100 evrov, obeleženje dni povezanih s turizmom, to so Svetovni dan zemlje, Svetovni dan voda in pa Svetovni dan turizma, ki ga naj bi letos tudi obeležili med 26. in 29. septembrom, ko spet planiramo postaviti stojnice pred mestno hišo, podeliti priznanje Moja dežela lepa in gostoljubna in pa tudi se podati na strokovno ekskurzijo. 1200 evrov na tej postavki, izobraževanje, strokovno usposabljanje in ozaveščanje turističnih društvenih delavcev, udeležba na posvetih za predsednike oziroma druge člane v delovanju turistične društvene organizacije 200 evrov. Potem imamo pod 8. točko ohranjanje naravne in kulturne dediščine, to je skupaj na podeželju ohranimo premično kulturno dediščino in dnevni kulturne dediščine 180 evrov. Po 9. točko imamo promocijo Sejmi Alpe Adria, ta je že bil med 31. in 3. v Ljubljani. Potem imamo Pop Brežice v oktobru, turistične prireditve Brežice moje mesto 24.6. dan kruha, vina in salam, čezmejno sodelovanje, organizacija, povezovanje, sodelovanje na prireditve drugih društev, vpis prireditev na spletno stran TZS, spominki 700 evrov. 10. sodelovanje s Turistično zvezo, občino, ZPTM 100 evrov, postala dejavnost, vodenje poslovnih knjig, e-pooblastila, poslovanje društva, bančni stroški, pisarniški material, poštne storitve 300 evrov. Skupaj vrednost programa aktivnosti 3960. Pridobivanje sredstev je tako javni razpis za sofinanciranje programa aktivnosti turističnih društev in zveze za leto 2018 je 1422,41 evra, to je že konkretni podatek, ker so rezultati razpisa znani. Javni razpis za sofinanciranje promocij in pa reprezentanci 400 evrov, tu bomo verjali Svetovni dan turizma. Javni razpisi za prireditve, to je pri Turistični zvezi Slovenije, upamo, da bomo dobili 950 evrov, donacije sponzorstvo 500 evrov in ostali prihodki 687,59 in pa skupaj na prihodkovni strani 3960, tako da je plan stroškovno in prihodkovno usklajen oziroma uravnotežen. Če imaš tukaj k temu za dodati, jaz sem vas takrat prosila, da mi kaj napišete, me pokličete, kaj predlagate, pa ni bilo nič od tega, lahko pa se danes izjasnite, pa še kaj dodamo oziroma kaj spremenimo, oziroma lahko tudi še kaj pripravite za naslednji upravni odbor.